Hej, Klemen, katere kartone dan tle? Mogoče še kakšen večji odrezen tamle. Hej, čau, sem šla glih s piknikom na en sprehod, sem nekaj ti bom voice poslala, ti malo update naredim, vem, da se zadnje čase nismo čisto nič slišale, ampak pač medva delava res od jutra do večera, vsak s svojimi stvarmi in pač ta kombi zdaj prihaja skup. Nama je pa na srečo pomagal z visečimi omarcami od sestrične mož Jure, ne vem, če sem ti ga kdaj omenila. On je drugače tako prav mizar, zdaj ima tudi SP in vse in je ful dober, ful ima izkušenj s temi nekimi elementi, ki grejo v jahte, avtodome in podobno, tako da res car. In tudi, ko sem vedela njegove načrte, je bilo vse tako, oh my god, you know what you're doing. Na pantu ti jo moraš Ne vem, kva delam, čakaj. Niti ne vem, kje sem. pridi. Kam? Tu prav tako prodajo. Ja. To se ne smiješ. Sem pa mislila ti vmes že parkrat napisati, nisem nekako najdla pravih besed, pa sem rekla, naj malo se potensta, pa ti bom pol povedala. Pač tako se mi zdi, bolj ko delim iskreno, kako prenova zgleda, pa kako se stvari dejansko dogajajo, pač da delim tudi tu, kako sva utrujena in kako je tu v bistvu res hard work, se mi zdi več hejta dobivava, kar je ful zanimivo. Pač nisem se ti hodila tako pritoževati o tem, ker še vedno, ker vem, da lahko to sama pohandlam, pač do neke mere. Sem že dobila malo debelo kožo, kar se tega tiče, ampak tako vse me preseneča, da je kot neka ironija, se veš, tako folk crava avtentičnost, kao influencerji vsi fejkate in pol, ko ne fejkaš in poveš, da se stalno seleš in da pač ja, je live trenutno tako iz kombija, v avto, na vse konce Slovenije izdelan po projektih in pol, če tako nekomu poveš, je tako nek backlash, dej ne pretiravaj, ko ti ni jasno. Tu sem ti mislila reči, pa veš, kva je še ena misel. Ta misel o skupnosti, tu sem, tako smo se mi zdi že parkrat kaj pogovarjali na to temo, da imamo ful v glavi to skupnost kot, nekje bomo živeli različni ljudje in bomo tam gojili skupaj piščančke in bomo živeli srečno na koncu svojih dni z skupnimi vrtički in en drugim bomo otroke pazili, ampak da pozabljamo to skupnost, ki je že zdaj okrog nas, in to skupnost, ki pač nam toliko lahko da in mi damo njej nazaj. Tako da ja, če se spet navežem na Jureta in to, kako nama je pomagal, mi je bilo to ful tako feeling. Wow, ne. Koliko je enega znanja pri ljudeh okrog nas, poleg tega itak veš, da sem ti že stokrat povedala, koliko nama pomagajo domači in kolegi in vse tako, vsak na nek svoj način, ali z materiali, znanjem, whatever. Koliko imaš laklarega, koliko da kaj je. Ja, veliko češem. Sem veš zdaj glih tako obdobje. Ja. Ne, piknik. Pejte malo pogledati. Pride si. Kaj? Tle največ bomo 2 dni, pa bo. Aha, sem mislila, jutri še. Še bomo videti. Kaj se dela? V glavnem, če boš da rabila dobrega mizarja, je Jure človek, ki lahko ustreže marsikateri tvoji želji. Bom spodaj ti dala tudi, ti bom prilepila njegov kontakt, pa boš lahko si pogledala. Drugače se mi zdi pa ful ironično, da smo zdaj na uni točki kombija, hkrati kopalnice še nimamo narejene, ampak hkrati pa jaz že odpakerujem kozarčke, krožničke in že brišem neke stvari in tako razmišljam, kam bomo kero mičkeno poličko dali. Ampak tu veva, da pač mora iti vzporedno, ker drugače bo na koncu vse preveč na kup. Proces sestavljanja enega predala.
Pa veš, kaj sem ti še mislila reči? Se spomniš ti Malenška? On je naša generacija, od Klemna je bil sošolc. Po mojem smo se že kdaj pogovarjali, ker dela iz rabljenih skateov stvari. No, Klemen je prišel čisto na random idejo, da bi nama on naredil eno mičkeno poličko. In najprej sem bila skeptična, ker so ti izdelki njegovi ful barvasti in sem bila tako, nočem, da je preveč našarjeno, ampak potlej pač nimam še slike, ker Klemen je še v procesu tega, da je ozbrus pa vse to dokonča. Ampak ko bo narejeno, ti pošljem, ker to je pa gorgeous. Ja, pa če tvoje palačinke so legendarne. Jo. Ja, res se jih spomnim iz otroštva. Ja. Nerodno je bilo, ko je se naslonila na mene. To je pa me res bilo moče, ampak ne. Petro smo zdaj v tej dnevi spoznali, kakšna je, da je res zabavna. Mater dolgo, že dolgo govorim, nič, kvaneti za zaključek naj ti rečem, da v glavnem gre vse super, seveda so oni ups and downs, imaš kakšen slab dan ali pa pač si res utrujen, bez sem nekaj bolna. Pa ful imam zdaj res projektov, tako da ne morem glih usmerjati v nek lasten content, toliko energije, kot bi si mogoče želela. Je bil pa definitivno highlight, da sva med prazniki šla sprobat kombi, ker v eno hosto sva se zapeljala in je bilo nepopisno v bistvu. Sploh ne morem prehvaliti, kako je že zdaj dobro, pa kva še lepo. Tako da, toliko z moje strani, daj mi še ti povej, kako kaj si, kva se kaj dogaja pri tebi. Look at that. Caught in 4K! Evo, samo pa. Ugasila. Kako mi že delaš? Če mi že delaš. Ne bi se delal, da... Ni lepo. Ja, da ne rabim, da že tukaj znaš, ne, da mi že delaš. So dvoumni stavki. A ja. Pa upam, da se hmalo pripeljeva na obisk s kombijem. In ja, pa šivat sem se začela učiti. What? Se veš, to, kar sem si od nekdaj želela. Ok, se vidimo, upam, da kmalu, no. Mogoče že naslednji teden. Čau! Sosedov prav. A vi snemate videe za TikTok? Je, ta mali Albanec. Pa sva spet en nov poklic predstavila mladim. Si povedal, mislim, lahko poveš, da imamo celo serijo v Albaniji. Vlog je, večinoma so posnetki, ko nama Jure v marcu delal, pa tako še nekaj nazaj. Se veš, tu pogledaš je tako, zdaj že vse drugače, ampak hkrati je še vedno razsul. Hodila sem nek zaključek narediti, če imaš kaj zapovedati, da dajmo prenovi, še tvojo plat ali pa karkoli tako. Moja plat? Tvoja plat. Če napišeš v planu 2 dni Naprimer? Za neko stvar, recimo kopalnica 3 dni, pomeni 7 dni, odvisno od karakterja, ne. Pri meni pa to zaenkrat pomeni 7 dni. Cilj mi pa je, da pa bi tako planiral, da bi bolj že blizu bil. Recimo, da bi bolj 7 dni napisal, pa... Pa bilo realno že na začetku. Pa imaš magaren dan not za morje že vključen, če slučajno prej narediš. Ja. Kako si zadovoljen s prenovo, so far? Ja, to je pa cool. Meda sva, mislim oba, sva takrat, ne, februarja rekla, konec marca bo prenova končana, kar seveda ni. To je na papirju je pisalo. Mislim, dejansko sva mislila, da bo mogoče malenkost bolj, ampak vedela pa sva, no, da bodo kakšni detajli ostali, samo mogoče vseeno, da bo kopalnica že narejena, ne vem, kaj sva mislila. Ampak zdaj je pa en nov deadline, sem ne bom nič kaj posebej zdaj omenjala, ker nočem spet zarečenega kruha jesti. Sem sita zarečenega kruha. Vlogo nekaj časa zdaj ne bo, ker dejansko ne zmorem še vloge snemati. Spremljate naj jo lahko na Instagramu, tam bo ful bolj vse objavljeno, kaj bova sprot počela, ker če bo vse po sreči, bomo nekam hmalo šli. Ja. Zdaj tako, kot
še sladičko pripravljamo, pol pa lahko vse da na mizo. Ja. In zdi se mi, da moram tudi na začetku, ko sem snemala za vlog, vloge, veš, je bilo ful časa, nekega manevrskega, da sem lahko in delala in malo snemala in tako. Zdaj pa dejansko moj fokus je pač tako tle. Sploh ne morem še tripoda premikati naokrog, razmišljati, kako posneti, kaj vam pokazati. Mera moram enostavno to sem končati. Posnela bom prvo zaščitno folijo iz front, ko jo bova dol potegnila, mogoče še kaj, ampak ni pa tako, da zdaj lahko posnem še 2 vloga. Zaključujeva kombi, ker moje mentalne kapacitete sploh I can't. In za gledalce bo boljš. Bo boljš, lejte, tako ko je zdaj, hmalu boljš. Tudi gledati boljš. prenova velikrat je tudi naporno. Ki trpijo zdraven, ko so tako, Bogi. kako se matrate. Hvala za svinčnik. Lepo se imejte. Če imate kakšno vprašanje, ga spodaj napišite.